bo v tokratni oddaji klepet ob kavi o skrivnostnem svetu kristalov, o mokaitu, nefritu, citrinu in angelitu, pa tudi o dobrih izbirah z Darkom in naravni pomoči pri artritisu in bolečinah v sklepih. Simon Godina. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Naše goste smo spraševali, če nam lahko naštejejo 5 kristalov, poldragih kamnov, mineralov, kakorkoli pa že. Kaj so odgovorili? Opal, oniks, akvamarin, smaragd, diamant. Ja, jaz bom naštela samo 2. To je gorska strela in pa tigrovo oko. To sta ta 2 moja. Diamanti, cirkoni, ahat, smaragd. To je to. Kristali so v bistvu ta energija, ki je ujeta in potem gre ven. Imamo tudi kristale zelo različen spektr barv, predvsem pa tudi pomena, sploh teh kamnov. Običajno ljudje mogoče izbirajo glede na počutje, glede na znamenja, ki jih imajo. Osebno pa bolj gledam, da se mi ujema z barvo oblačila. Verjamem v svet, kjer človek zelo dobro sodeluje z naravo in če sodeluje z naravo, potem sodeluje tudi s kristali. Danes boste spoznali angelit, mokait, nefrit oziroma žad in pa dobro boste spoznali tudi citrin. V moji družbi pa je varuhinja kristalov v Sloveniji, prav gotovo Dana Rakoc. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dober dan. Bi začeli kar z mokaitom, ki je tak zelo zemeljski, imava velik kos mokaita tukaj. Da, mokait sam po sebi je kamenina. Spada pod jaspise, je pa zato zanimiv, ker je zelo barvit. Sestavljanka je večjih rudnin in zelo pomembno je to, da izhaja iz Avstralije, edino nahajališče, in najditelji so bili aboriđini, to pomeni domorodci Avstralije. In to je kamen, pravzaprav mineral, ki je res zanimiv in obvlada vse 3 čakre, ker ima tudi te barve. To pomeni prvo, drugo in tretje. Vse, kar je spodnje čakre, to pomeni zemeljske, ker ste že prej omenili, da je to kristal zemlje. Tudi na koncu koncev človeka prizemljuje, mu pomaga do tiste stabilnosti in povezave med zemljo in njemu in kar je zgoraj dano za nas. Izbrala sem, da predstaviva ta kamen enostavno zaradi tega, ker po pogovoru z zdravilci, terapevti, veliko govorijo, da je velik problem sodobne družbe ta neprizemljenost. Ja, veste kako je, vse komunikacije, ki so, vse to, kar nas zdaj oblega, kar se tiče, ne vem, vse nas hoče samo dvigati, da bi bili čim višje, svojemu razumem pa to, ampak veste, stvari so tudi pri zemlji in prav je, da se ljudje naučimo biti stabilni, da je naše ravnovesje urejeno in ta kristal res to naredi. Uredi človeka samega po sebi, mečken, da ne pade v tisto nerealnost, da začne razmišljati tudi svojo glavo. Tukaj je zapisano tudi, da mokait dobro deluje na prebavo, žolč, ledvica in jetra, da uravnava delovanje hormonov. Kako bi bilo najboljše, da ga uporabljamo tudi kot eliksir, recimo v vodi? Ja, zaradi tega, to je logično. Pač raven, to je ta mineral tukaj, ki ga imamo pred sabo. Tako pobit naraven je čudovit v prostoru,
tudi sam prostor prizemljuje, lepo deluje, ker je različne barve. Če ga pa dobro pogledate, se pa že točno lahko reče, na kateremu nivoju deluje. Tele barve, kot vidite, rodeča, je tako kri, je naš problem, kar se tiče spodnje čakre, rdeča barva nas tudi malo dvigne pa to, vse ostalo rumeno, te svetle, te so pa take žolčne, jetrne barve in te barve tudi pomagajo temih predelih, sploh prebava, presnova, to je velik problem ljudi, potem pa tudi diabetes pa to. Vse, kar je povezano s temi svetlimi barvami, rumenkasto zlatimi, je pa še potem tudi ta slinovka in to, da pomaga človeku, res deluje na ta način, ker je tudi vsebnost minerala dosta železovega, pa meni se ide še nekaj mangana, tako da to pa pomaga človeku dobesedno spodnji del. Kako bi si pol eliksir pripravili? Eliksir jaz priporočam, da imate kristal, ki mora biti obdelan. Eliksirje ne moramo piti iz kristalov, ki imajo kote. Nekaj časa sem videla, da so priporočali ljudem piti kristale surove. Veste, surov kristal, jaz nič ne rečem, da ni v redu, ampak to je bolj za prostor, za stvari. Ko pa ti hočeš oplemenititi vodo, je pa nekaj drugega. Če imamo obdelan, se mu energija vrti in ostaja v vodi. Če imaš pa ti kristal sam po sebi, tako kot je tole zdajle naraven, pa nikjer ne veš, kje je kakšen kot in on ne oddaja od sebe, na koncu koncev ne more v vodi oddajati tisto, da voda potegne nase, ker se vse preveč kreše. Torej, obdelan, kaj zvečer bi ga dali v vodo, pa potem zjutraj spijemo? Mi damo zmeram kristal, kupimo, ki ga prinesemo domov, ga moramo obvezno pod vodo umiti. Dobro, ne moramo, ker bakrove rude ne umivamo, ampak jih tudi ne pijemo. Ni eliksirja, se ne dela iz njih eliksir, ker je to bakar je sam po sebi strup, kar ga pa mi dobimo, ga pa nekako neki s hrano ali pa karkoli drugače. Zato dajemo zvečer, mislim, ko prinesemo kadarkoli, si naredimo eliksir tako, da mi kristal umijemo, damo pod tekočo vodo. Je zelo priporočen, da ga postavimo na zemljo. Ker zemlja je tista, ki čisti, ki resnično očisti kristal. Večno so bili v zemlji, skoraj procentualno 99% je iz zemlje kristalov in je na koncu koncev zemlja njihova mati. In ona je tista, ki tudi očisti kristale. Potem pa ga damo v vodo, to lahko naredimo naprimer zvečer, drug dan zjutraj na teše pijemo, da ga pa damo v vodo, je pa zelo primerno, da eliksir pijemo sami. To je energetski napitek in je za vsakega posameznika. Se pravi, kristal ima svojo inteligenco in že naredi tako mora. Tako. On oddaja tisto energijo, tisto funkcijo, ki jo je s tem, ki je prišel na svet. Tako, kot smo prišli mi na svet s svojimi funkcijami v svojem življenju, tudi kristal deluje na to. Torej, eliksirje lahko potem na takšen način uporabljamo tudi z ostalimi kristali, ki niso torej bakrove rude, se pravi tudi v nadaljevanju, ko bomo govorili o angelitu, citrinu, amazonitu in pa o nefritu. Pa če gremo mogoče kar naprej na angelit. Angelit ima tako angelsko ime, ampak ima pa več funkcij. Ja, on na koncu koncev, mi ga povezujemo z angeli, ampak angelit je ime človeka, ki ga je našel in po najditelju je ta ime. Angelitu, drugo ime angelita je tudi anhidrit. Anhidrit pa pomeni brez vode.
To pomeni, na koncu je anhidrit ali angelit zvrsti sader. Ali, da, zvrsti sader ali gipsa, ampak ker ga obarva nekaj aluminija, pa nekaj, ne bom zdaj pametovala, nekaj še je v njemu, da obarva modro, ker po večji del so vsi selenit, sadra, pa to so beli, ne. Ta je pa zelo poseben, izhaja pa iz Peruja in je zelo mehak. In angelita jaz tako kot selenita ali sadre ne priporočam, da se umiva v vodi, ker je toliko mehek, da ga klor v vodi topi. In tudi na sonce se ga ne daje, ne? Ne, glejte, na sonce se ne daje noben kristal. Ker na koncu po moji logiki, po razmišljanju, ne vem, zakaj bi se mogli dajati kristale na sonce, kakšno funkcijo bi to pomenil, če bi nam mogli pomagati sončno energijo, je bolj, da gremo mi na sonce, ne? Absolutno. Na koncu je pa sonce strup za rude, ker jih prežeri v njemu, v kristalu. Vse molekule se nekako zamenjajo s pregretjem, tako kot na primer nastajanje nekaterih kristalov, ki zdaj umetno preusmerjajo, jih dajo žgati v peči in jim zamenjajo in nastanejo nekaj drugega. Odlično. Pri angelitu imamo tudi zapis, kako bogati osebno vibracijo, čisti auro, krepi spomin, ideje, občutek stabilnosti, tudi krepi samozdravilne sposobnosti, veliko je vsega tega. Mi dve pa greva naprej, morda kar na citrin. Citrin, ja. Citrin je pa ene svoje vrste kristal. In ga je treba paziti, kaj ga kupuješ, ne? Pa tudi, veste, to je pač silicij, čisti silicij, tako kot se je zvrsti kamene strele, ne grupe, ampak on s to majhno vsebnostjo železa po rumeni je rumen. Ampak on ima res v našem življenju en tak svoj, eno svojo funkcijo, en svoj zapis in nam grozen dobro deluje na pleksus, ker nam prinaša sončno energijo, radost, zadovoljstvo, veselje in na koncu ima v sebi zlato barvo, ne. Jaz za zlato barvo govorim, da je to prva in najboljša zaščita. Ne odobravam toliko črne, ker sem pač drugačen tip človeka, ki drugače razmišljam, ampak ta zlata barva nas naredi res majčkeno postavi ego, mislim, dvigne, po drugi strani je pa s to barvo res zaščiti človeka na vseh nivojih, ne, ker je pa zračen, ne, ker lahko ga imamo kot zemeljskega, lahko ga imamo kot zračno za polnjenje čaker, je pa tudi sam po sebi zelo zdravilen. Ogromen stvari, na ogromen načinov pomaga, zato pa je najbolj priporočljiv za pitje eliksirja, ker nam grozen dobro deluje na diabetes, ne, ker je povezan z vranico in z vsemi temi deli notranjimi. Želodec pomaga tudi pri čirih, pri ranah na želodcu, umirja. Po drugi strani je pa zelo dobro, da povem ženskam, ne boste shujšala zaradi pitja eliksirja, ampak ostaja vam teža. Ne niha. A veste, eni se zelo hitro redijo, eni njih, to je zaradi ščitnice verjeten ali pa še kakšni drugi problemi, ampak ta kristal stabilizira. Pomaga, da si nekako na enem nivoju. Odlično. Citrin je pravzaprav bil tudi moj prvi eliksir, ki sem si ga naredila. In se mi zdi, da je fantastičen. Sem jih pa kar nekaj kupila na začetku, ki so bili žgani ametisti. Tega je vse zato, veste, samega citrina, gledajte, naraven, to, jaz mislim, da je zelo
redek, ne glede na to, v te obliki kristala se dobi malo kje, ne, naprimer res je nekaj v Braziliji, nekaj Rusija, nekaj je tudi azijskega konca, ampak tega ni veliko. In ker je pa to dobesedno kristal, ki ima en svoj pomen, da so ljudje ugotovili, da je, so začeli žgati ametist. To pomeni, ker ga prežgeš, grata nekaj drugega. In te geode, ki jih imate, ki so rumene, ki jih rečejo citrin, to je vse žgano. In kadar je sam po sebi kristal, bova pogledali tale primer, to je že žgan. Ta kristal je žgan. Zmeram je ponavadi najden čisto brez, da je rumen, brez primesi, tega še kremena. Še nekaj besed vsekakor o nefritu. Zakaj bi bilo pa, komu bi pa, na kakšen način bi pa sploh nefrit priporočala? Ja, nefrit je pa zelo, imam občutek, da je v Sloveniji zelo znan kamen. Sploh zaradi tega, ker ogromno ljudi gleda na Discoveryju te oddaje, kako ga kopljajo, najbolj znan je kanadski. Da je nefrit je tudi žad, žad je v vseh barvah, nefritu pa rečemo temu, ki je temen, ki je najtemnejši. On je pa kamen nasplošno določenih civilizacij, ki so ga uporabljali največ za, rečemo, take probleme, kadar so stvari, ki so v namenu tudi, kako ne rečem, ljudem, ki jim grejo stvari na jetra. Ker so, naprimer, ker to je zelo povezan z žolčem. Žolčni problemi nastajajo pač tudi s temi stvarmi, ki nam stvari niso zmeram vse pogodu, jeza, strah, vse to je povezan z žadom. Ampak žad je drugač, praviloma mu reče, praviloma žad so ledvična kamna. To pomeni, je povezan z vsem urinskim modelom, to pomeni tudi ledvica, osnova so ledvica pa to, ker je pa zelen, je pa povezan tudi z našim srčkom pa pljučami. Bojda, da za uspalnico to fajn? Ja, zaradi tega, ker nam prinaša zračnost, kisik. Vse zelene barve, sploh žad, je ena posebna zadevščina, ki nas tudi povezuje iz, kako naj vam rečem, z našim jazom in voditelji gor. Ima zelo slično energijo in moč, tako kot tektiti, še bolj z moldavitem. Čeprav sta si drugačna, ampak nekako eno tako zelo podobno funkcijo pa si delita. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali, tudi za ogromno kristalov, ki ste jih prinesli in seveda za tole, kar je pravzaprav čudovit primer, na kakšen način torej hranimo kristale, da je njim dobro in da tudi za nas dobro delujejo. No, vse te izbrane, hvala lepa Dana, vse te izbrane, o katerih smo govorili, ja, malo pogledajte tudi na klepet.kavi.si oziroma, če nimate dostopa do interneta, potem lahko seveda tudi zavrtite 026 200 in naredite si doma takole čudovito svetišče, počivališče za vaše kristale. Podstavek namenjen temu, da lahko na njega postavimo vrt z vodo. Primer, če si lahko tega malo sposodim ali pa ne. Tako lepo stoji, ne?